Ja, Jernej Javornik znova zmaga v Velenju za nekako slovo od domačega občinstva. Bili ste prepričljivi in na koncu nekako zasluženo dobili te točke. Ja, veseli smo, da smo dobili to tekmo, da smo se v bistvu poslovili od te sezone z zmago na domačem igrišču. Ni bilo tako lahko, kakor kaže rezultat. V bistvu smo v tekmo šli slabo. Konec koncev delali smo preveč napak, ampak kljub temu smo dosegli prvi zadetek in se na to malo dvignili. Ampak proti koncu prvega polčasa smo padali iz minute v minuto in posledica tega sta bila tudi dva zadetka Krke. V bistvu na hitro, prelahko, padec koncentracije in konec koncev drugi polčas smo se odločili, da spreobrnemo tekmo v našo korist. Jaz bi res vdal fantom, v bistvu bi jim rekel kapa dol in jim rekel res za celo sezono, kako so delali in tole je bila pika na i. V bistvu pika na i, to se pravi, da imamo zadnjo kolo res možnost, da se s Koprom pomerimo za to drugo mesto. Težko je obrniti rezultat, fantom je to uspelo in jim res od srca čestitam. Ja, čestitke za tole današnjo zmago, dobra predstava, predvsem v drugem polčasu, tudi vi ste zadeli dvakrat, kako ste doživeli vse skupaj? Hvala za čestitke. Ja, jaz mislim, da smo dobro začeli tekmo, dali gol, potem nekako popustili, prejeli tista dva zadetka in na koncu smo začetnici rekli, da gremo na 7-0, da moramo spodbuditi rezultat in hvala Bogu nam je to uspelo v drugem polčasu z timskim delom. V drugem polčasu vendarle je nekako prišla na površje tudi kvaliteta vaše ekipe. Ja, jaz mislim, da je že v prvem polčasu se videlo, da je to razlika, ampak žal, dve napaki in gol in dva zadetka, to hitro pride. Malo pade koncentracija, ampak hvala Bogu smo se drugi polčas pobrali in nas ni to vrlo iz tira. Motiva za zadnji krog ne bo zmanjkalo, igrate proti neposrednemu tekmecu za drugo mesto proti Kopru, morda kratka napoved? Sveda ne bo zmanjkalo. Mi smo se na današnji tekmi borili za to, da ne bi šli v Koper samo na izgled, da gremo v Koper po drugo mesto in kaj naj rečem, zadnja tekma v sezoni, dali bomo vse od sebe, vse atome moči, kar jih še imamo in bomo videli, kaj bo to na koncu preneslo. Ja, gospod Zildžović, za vas zelo pomembna tekma, na koncu se ni šlo po vaših željah, kako ste jo vi doživeli? Pa mislim, da su ljubitelji nogometa na štadionu po mali zasloni vidjeli jednu dobru tekmu, 6 zadetkov, kupicu jednu priložnosti, jedno moško igro. Žal nam se isteklo, bili smo blizu pod narekovaje Paradiža, ampak tista kakovost Rudarja, ki jo ima, posebej pri prihodu Ivana Firira noter, je odločila srečanje v korist Rudara, ki je zasluženo zmagal. Ja, v drugem polčasu, predvsem v nadaljevanju nekako ni stekla vaša igra, zakaj? Ne, ponavljam, Rudar je precej bolj kakovostno moštvo kot mi in to smo danas tudi bili priča. Leon Črnčić, Ivan Firer, Mate Terović, Dalibor Radujko, to su igralci ki mi v svojih vrstah nimamo. In naša mlada obramba, ne vem, če ste opazili, smo danes imeli enega mladinca v začetni enajsterici v zadnji liniji, kadeta spredaj, tudi menjava, ki je prišla, lanskoletni mladinc, strelec našega zadetka, lanskoletni mladinc. In mi dejansko proti tako kakovostnemu moštvu kot Rudar, ki 2 leti pa pol drži skupaj, je zelo, zelo težko premagati takšnega nasprotnika. Ja, končnica prvenstva ne bi mogla biti bolj dramatična, saj za vas ne. Zadnji krog bo odločal, igrate proti Triglavu, neposreden obračun. Tako in sicer, če se ne motim, nam je dovolj in odločen izid v zadnjem srečanju, ampak mi bomo od prve minute poskušali postaviti stvari na svoje mesto. Mislim, da smo boljše moštvo kot Triglav. Če lahko rečem, da je Rudar boljše moštvo kot mi, mislim, da smo mi boljše kot Triglav. Želja pri igravci je ogromna. Par zadnjih tekem nam ni steklo, nekatere tudi druge stvari su botrovale, da danas nismo v Paradižu, ampak dobro, o tom potom. Ja, na koncu danes poraz v Velenju z 2-4. V prvem polčasu ste igrali dobro, prišli do preobrata, potem pa sami doživeli preobrat pravzaprav. Vaše videnje? Ja, jaz mislim, da to se nam dogaja že par tekem. Prvi polčas odigramo odlično.
Pa drugi polčas, ko pridemo iz slačilnice, pa kar nek padec. Par center šutov, ker zadetki padejo v našo mrežo, kot po tekoče traku. Zakaj? Jaz mislim, da je pomanjkanje koncentracije. Ne vem, ne znam opisati tega razloga, ne najdemo tega razloga. Bo pa koncentracija zagotovo morala biti na višku v zadnjem krogu proti neposrednemu tekmecu, proti Triglavu, kratka napoved. Ja, seveda, mi proti Triglavu gremo v tekmo, ki ne smemo izgubiti. Igrali bomo seveda na zmago in čakali svoje priložnosti iz proti napadu in poskušali to tekmo to dobiti.